Dame in gospodje, ob posnetku dogajanja z Nove Gorice se je treba le udobno zlekniti in čas je za uživanje. Ko boste razmišljali o obisku večnega derbija z Olimpijo, ki bo na sporedu v sredo ob 18, si bo dovolj še enkrat ogledati zadetke z mesta Vrtnic in vidimo se v Ljudskem vrtu. V Novi Gorici so v sobotnem večeru videli mariborsko rapsodijo, domača mreža se je zatresla kar 6-krat. Ta rezultat je pa res visok, vendar je popolnoma zaslužen. Zavedali smo se, da ne smemo popustiti, da so te prvi trenutki drugega polčasa zelo pomembni in želeli smo si tudi zadeti. To se je zelo hitro zgodilo in mislim, da je ta četrti gol v začetkih drugega polčasa bil tisti, kateri je pač ubil vsa upanja nasprotnika. Zelo pomembno je, da kot moštvo delujemo kot celota. Danes so se jasno pri rezultatu 6-0 zelo izkazali napadalci, vendar ne smemo pozabiti, da so pri branjenju sodelovali tako rekoč vsi, tudi zadnja linija je bila odlična, tako da cela ekipa si zasluži čestitke. Poglejmo si revijo golov izbrancev Darka Milaniča. V 17. minuti je kot številka 3 izvajal Cvijanović. Uporabna podaja v kazenski prostor je našla cilj, isto je storil Tavares. Z glavo je neubranljivo zadel žogo v zgornji desni kot. Napoved kanonade še pred iztekom prve pol ure igre. Začelo se je z akcijo brazilske naveze, da Silva Tavares po levi strani. Kapetan je pogledal v kazenski prostor, poslal povratno žogo po tleh do Cvijanovića, ki je pritekel v kazenski prostor in novogoriški Rabel v tej sezoni je natančno nameril mimo vratarja Simčiča. Zanimivost, četrtega od 5 golov v letošnji sezoni je Cvijanović zabil prav proti nekdanjim soigralcem iz mesta Vrtnic. Ja, dobro, ustrezajo mi, kaj ne rečem. Vesel sem, zakaj je lih proti njim. Se bodo nekateri vprašali, ampak vse pride na svoje mesto. Kar je trener zahteval od nas, mi smo to izpolnili dobesedno. Bile so mogoče manjše napake, ampak pokazali smo to igro, ki nas je krasila v jesenskem delu in jaz verjamem samo, da bomo nadaljevali, ampak ta tekma je zdaj za nami, zdaj je derbi in drugo kot 3 točke nas ne zanimajo. Pred odmorom že 0-3. Tokrat Cvijanović na levo stran do Villarja podaja podobno kot pri prvem golu po tleh. V sredino kazenskega prostora Tavares je sprejel žogo in spretno zadel v levi kot. Novogoričani so posegli po menjavi med odmorom, a spremenilo se ni nič. Mariborski nogometaši so le še bolj prepričljivo in učinkovito nadaljevali. Preden so se vsi gledalci med polčasom vrnili na svoja mesta, je vratar Simčič znova moral po žogo v mrežo. Tokrat je bil v vlogi asistenta Mejač, predložek z desne strani pa je z glavo v gol spremenil Velikonja.
Minuta 48 na semaforju pa že 0:5. Po novi kombinatorni akciji podaja Cvijanovića, ki je opazil, da se odpira prostor za udarec Mezgi. Dejan je pritekel in ob soočenju z vratarjem mirno poslal žogo po tleh v desni kot. In potrditev mariborske simfonije še s 6. golom. Cvijanović še tretjič v vlogi asistenta po preigravanju predložek pred gol, kjer je bil znova spreten Tavares in Simčič je nemočen. Kapetanov gol številka 15 v prvenstvu. Strelec za Mariborčane, številka 9, Marcos Tavares. Da niso dobili še kakšen zadetek več, se morajo gostitelji zahvaliti tudi Prečniku. Po lepi akciji in zaključku Mezge je žoga zletela mimo domačega vratarja, toda pot v mrežo je tokrat preprečil okvir gola. Ob izjemni predstavi velja izpostaviti še priložnost Velikonje, ki pa ob spretnem poskusu ni dosegel namena. Ob popolni prevladi smo edino resnejšo nevarnost pred mariborskim golom zabeležili v 37 minuti. Najprej je Rakušček z levo nogo nameril desni kot, Radan je žogo odbil, nato poskus Vicenteja, a je s požrtvovalnim drsečim posledovanjem žogo odbil Mejač. Vse drugo je bilo v znamenju popolne prevlade vodilne ekipe prvenstva. Hit Gorica NK Maribor torej 0:6. Že v sredo ob 18. pa v Ljudskem vrtu večni derbi z Olimpijo. Ja, res je, danes smo odigrali zelo eno lepo tekmo za oko, ustvarili veliko priložnosti, veliko domiselnih akcij, poentirali 6-krat, lahko bi še 1, 2, 3-krat, v bistvu držali smo se tistega, na kar nas je opozoril trener med tednom. Mislim, da smo danes pokazali, da nekako smo spet tisti pravi Maribor. Jaz mislim, da nas v bistvu apeliram nekako, da bi bilo čim večje število v sredo, da v bistvu, da so spet, da je publika naš 12 igralec, tako kot v bistvu vedno, in jaz verjamem, da bo zelo ena dobra tekma.